Zdaj, kakšno policijo ta trenutna vlada želi v tej državi, mislim, da nam je vsem popolnoma jasno. Da smo videli v primeru Breznik, ko je vaš sekretarski kolega, mislim, da lani pred kakšnim letom vozil vinjen, ga je policija ustavila in je potem minister Hojs pokazal s prstom na policiste, ki so vodili ta postopek in ekstra preveril njihovo delo. Videli smo, kako je v primeru junijske proslave na Prešernovem trgu, ko so policisti odstranili neonaciste iz sicer mirnega zbora, zopet direktor policije pokazal s prstom ne na neonaciste, ampak na policiste, ki so ukrepali. In govori se seveda po slovenskih policijskih postajah, da se varnost pri delu oziroma varnost pri obdržanju zaposlitve pri policistih malo že potihem pogojuje tudi strinjanjem delovanja te vlade. Oziroma, da so policisti pred vprašanjem, ali če izraziti svoje nestrinjanje s takšnim upravljanjem policije, ali ne, zato da obdržijo ali ne obdržijo službo. Tako da ta higiena v policiji je vprašljiva. Vidva se lahko sekretarja seveda zdaj križata tam, ampak jaz imam sam svoje osebne izkušnje kot protestnik. Ko sem tudi polagal stopala, pa me policisti so dobili komando, da mene ne obravnavajo, ker sem politični funkcionar, medtem ko so drugim dajali kazni. Takšna podobna stvar se mi je zgodila ob dveh primerih. In zdaj seveda sem tudi sam zaskrbljen, ko zakon daje policistu arbitrarno odločitev, kaj bo zdaj naredil, bo sam po svoji volji presodil, na kakšen način bo obravnaval trenutno situacijo. Ko pa vidim, da so policisti zmedeni pod pritiskom, da ne vedo, kaj naj naredijo ali kaj ne naredijo. Policist, ki mene ni oglobil, je moral svojega nadrejenega klicati, biti z njim na telefonu 10 minut in se je potem odločil, da smem protestirati. Človeku, ki pa ni izvoljeni poslanec, ki je pa isto stvar naredil, isti kos papirja položil na tla, je dobil pa kazen. To je policija, spoštovana sekretarja, pod vašim vodstvom, pod vodstvom ministra Hojsa.